86 dni brez nogometa v Ljudskem vrtu, dolgo obdobje, ko so tribune samevale, je končano. Zadnja tekma sega v 6. december, ko smo spremljali zaključek Lige Evropa proti Laziju in po dolgem premoru je bil spet čas za nogomet v mariborski Trdnjavi. Z vstopom v novo tekmovalno obdobje pa najprej vse zbrane spreletel srh z neizmerno žalostjo. Se je bilo treba soočiti s poznanjem, da se po 18 letih tekma v Ljudskem vrtu ni začela z nagovorom Smiljana Križeta. Kruta usoda je mnogo prezgodaj vzela nepozabnega uradnega napovedovalca. Smiljanu v spomin so pred tekmo člani njegove skupine Preporod v spremstvu Zorana Predina zapeli pesem Maribor, ki jo je prepeval sam in je vmes postala stalnica v repertoarju Viol. Po poklonu Smiljanu so glasbeni gostje še odhajali na svoja mesta na tribuni, žoga pa medtem že v kranjski mreži. Iztekala se je 5. minuta, ko je akcijo za bliskovito vodstvo začel Ibrahimi. Po spretnem preigravanju, s katerim je spomnil na nedavno reprezentančno mojstrovino, je podal na desno stran, kjer je pritekel Milec, po njegovi podaji v 5-metrski prostor pa je Berić med dvema igralcema Triglava, Krcičem in Klemenčičem, spravil žogo čez golovo črto. Zgodnjih 1:0 je pomenilo napovednik živahnega dogajanja. Po prejetem golu je bil Pelko kmalu spet na preizkušnji. Ob udarcu Ibrahimija je odbil kot. Gostje iz Kranja so medtem v prvem polčasu le enkrat pripravili mariborskega vratarja do posredovanja. Ob udarcu Stojniča je Handanović žogo odbil kot. Zato pa do odmora še 2 gola v mreži Triglava. Za 2:0 se je udarilo z leve strani. Mezga je s spretnim prodorom opravil prvo polovico naloge, dokončal pa jo je z natančnim udarcem z levo nogo Cvijanović. To je bil njegov gol številka 8 v letošnjem prvenstvu. Akcija za 3:0 se je začela, ko je Ibrahimi spravil žogo do Mezge, ta jo brez obotavljanja poslal pred gol, vratar Pelko je le za hip uspel v namenu izbijanja pred Rajčevićem. Žoga je v kazenskem prostoru prišla do Tavaresa, nato pa poteza še za ljubitelje biljarda. Ob udarcu Tavaresa je žoga najprej zadela ležečega Rajčevića, se od njega odbila v Klemenčiča in ob levi vratnici končala v mreži. Sprva se je čestitalo Tavaresu, a je po posvetu sodniki delegat po koncu tekme v zapisnik kot strelca drugič zapored vpisal Rajčevića. Pred drugim polčasom je trener Triglava z 2 menjavama skušal vse delno spremeniti potek dogajanj, toda mariborski nogometaši so ponovili vajo iz prvega polčasa. Znova žoga v mreži Triglava kmalu po prihodu iz slačilnice. Po podaji Berića je ob robu kazenskega prostora Milec natančno nameril po tleh proti desnemu kotu za 4:0. Da Kranjčani niso padli brez izstreljenega naboja, je poskrbel Đurković, ki je zmanjšal na 4:1 po podaji Stojniča, kar pa ni spremenilo vtisa o novi, odlični predstavi vijoličaste čete in dodatnem povabilu navijačem na sredin derbi z Olimpijo v Ljudskem vrtu. Odigrali smo v tem kratkem času 2 uradni tekmi, obe zmagali, obe bili dobri. Tako da enostavno se tu ne želimo ustaviti. Prva naslednja tekma, katera nas čaka, je za nas najpomembnejša, na njo se bomo tudi zelo dobro pripravili. Do konca tekme je ostalo dovolj časa in priložnosti za dvojno premiero. Prvič se v dresu NK Maribor predstavil Dino Hotić. 17-letnik z mladinske selekcije je spoznal občutke igranja v članski konkurenci in pogumno stopil na igrišče, saj ga je Darko Milanič pripravil na to, kar ga čaka.
Po resnici povedano sem pri 3-0 sem pričakoval, da me bo dal v igro. Zato sem tudi pred tekmo povedal, da verjetno bom vstopil, če bo vse teklo, kako je treba, in sem pričakoval in bil pripravljen na to. Dobro, ker so fantje naredili svoje, potem so meni omogočili, da vstopim v igro. Občutki so fenomenalni. Kariero v vijoličastem pa je tudi uradno začel Nusmir Fajić, ki je doslej v mesto ob Dravi prihajal v drugačni vlogi. Pa sigurno da je nešto posebno danas i da je bilo drukčije nego kao gost. Danas sam dobio priliku 20 minuta i nadam se da sam opravdao očekivanje trenera i neka pobjeda je bila iza mene. Sad još radim individualno nešto posebno sa trenerom i nadam se kroz mjesec dana da će biti potpuno spreman. Tudi nedovolj pripravljen je Fajić dvakrat ogrozil gol tekmecev. Nadarjeni Hotić je lepo opazil na levi strani Vilerja, sledila je takojšnja podaja v kazenski prostor, po udarcu Fajića pa kot. Ob novem sodelovanju z Vilerjem novi član moštva v želji po hitrem vpisovanju med strelce še enkrat do obetavne situacije, toda ni zadel cilja. Med preostalimi dogodki velja omeniti še dve mariborski akciji. V prvi je najprej poskusil Mezga, žoga v obrambni blok, v nadaljevanju akcije po vmesnem poskusu Tavaresa Berić ni uspel spraviti žoge še enkrat v mrežo. Udarec je preizkusil tudi Viler, a po preigravanju ni bil natančen. Želje gostov po še enem zadetku je na drugi strani preprečil Jasmin Handanović, ko je ustavil poskus Bubanje. In ostalo je pri 4:1.